Ja, van de ogen was het eigenlijk ziek voor hem, maar Im Namen des Gesetzes befehle ich euch, auseinanderzulegen. Geschlossen! Jeder ist ein Feind! Herr Brüder! Pravzaprav sem šel v to, da sem začel delati na projektih. In v teh projektih pravzaprav sem hotel, odnosno še danes želim, ljubitelja igralca pripeljati do tega, da mi bo verjel. Vsem pa, ko mi verjame, ko začutim, da mi verjame, tudi vem, da bo sam postal svoboden. In da bo znotraj te svoje svobode kot človek lahko ustvarjal, poustvarjal neki določeni lik. Mislim, da je to za ljubiteljstvo zelo pomembno, tudi v tem pedagoškem smislu, kaj in kako pripeljati človeka v današnji družbi, da bo imel gledališče rad, odnosno da bo izpoved tudi njegova. Daruj svoje življenje! Daruj, židovsko dekle! Bom! Neče srečnica! Se to noč bomo videli, katera ljubezen je močnejša! Tvoja ali moja? Jaz sama mislim, da je tako narejena ta Miklova Zala, kot je, da je to Peter Militarov zelo dobro naredil. Resnično ne moreš igrati 100 let in še toliko čez Miklovo Zalo v tako solzavo narečje in mislim, tako kot si je igral 100 let, ki jo znajo tu ljudje na pamet. Tu znajo ljudje tekst na pamet, ne? In da je bil res zadnji čas, da se nekaj malo drugače to stvar naredi, ne? In da se malo širše gleda, malo širše razume ta problem, ne? In zdaj si sem rekla, tu so bili eni, seveda kritike, eni so strašno navdušeni, drugi so strašno proti taki Miklovi Zali, ne? Ampak pravim jaz tem organizatorjem, zdaj se o tem govori, zdaj se o tem debatira, mnenja se krešajo in to je dobro. Miklova Zala, ta je koncem tem, nekaj na novo pri srcu nam vsem, narod stradanje je njo prevedel, to je še ni bilo voljo in del. Miklove Zale že puško na ramo, sto nam se druga sto, veselje damo, je čas na trpane Miklove Zale, niso predragi nikoli plečale. Miklova Zala ni bajka previsna, narodu zvesta je samo
Mi smo nekaj predstav oziroma projektov izpostavili, jih lahko tudi sam. Res težko, čeprav mogoče bi pa izdvojil na Koroškem pravzaprav delo Mirka Mesnerja Buge vas primi gralva Venus. Ampak to iz enega področja, ki govori o narodni identiteti. Predvsem iz tega, ker smo s to predstavo pravzaprav naredili na Koroškem in v celem slovenskem kulturnem prostoru nek premik glede razmišljanja. Ne govorimo o kvaliteti predstave, čeprav je bila predstava in na Dunaju in povsod zelo dobro sprejeta. Ampak tam smo poskušali ustvariti neke nove pogoje za razmišljanje, bodisi tako o kulturi, kakor tudi o sami igri. In jaz sem tam izhajal iz ene predpostavke, da je kultura pravzaprav vse tisto, kar dela človeka kulturnega. Povejte mi, ste človek, ki bi zbirali fotografije, pa časopisne izrezke, pa mogoče kakšne videoposnetke in obujali ob tem spomine? Žal ne. In ko sem postal samostojni kulturni delavec, režiser, sem imel največ težav ravno z zbiranjem tega svojega, bi rekel, arhivskega dela. Tako da takrat, leta 1987, pravzaprav sem moral nabrati nekaj stvari. Tako da malo se mi je ohranilo, žal pa ne več v glavi, manj pa na posameznih papirjih. Sem pa ravno zdaj, ko sva se pogovarjala o tem, malo pobrskal in sem pa tudi našel neke določene zapiske in kritike, ki sem jih spravil, in to iz svetovnih festivalov gledališča manjšin v Belgiji in pa na Sardiniji, ko sem s Korošci tam otvarjal festival gledališča manjšin sveta, in mi je to zelo priraslo recimo k srcu, ko sem slovenskega avtorja, ki ga imam zelo rad, kar se tiče otroške in mladinske literature, Franeta Puntarja, dobil take laskave ocene o tej predstavi. To sem pa spravil in še neke določene stvari, pa ne samo iz festivalov, predvsem iz tega koroškega obdobja, ko smo se pravzaprav z gledališčem borili za kulturo človeka. In kdo je bil Andrej Šuster Drabosnjak, po katerem priznanje nosi ime? Bil je kmet, ki je konec 18. in v začetku 19. stoletja pisal v slovenščini in v slovenščino prevajal pesmi in knjige. Napisal pa je tudi nekaj nabožnih ljudskih iger in svojo igralsko skupino prirejal predstave. Med rojaki Korošci je budil narodno zavest. Ja, to Drabosnjaku priznanje je res priznanje, ki ga podeljujemo ob res posebnih priložnostih za posebne ljudi, ki so res ustvarile za slovensko narodno skupnost en poseben dosežek in ki je tudi trajen potem. To se pri Militarovem tudi vidi. On je tedaj z revolucijo gledališča spremenil celotno sceno na Koroškem in to je ostalo do danes. Kot so med drugim zapisali v vabilu na podelitev priznanja, je Peter Militarov ljubiteljstvo, ki je oblikovalo podobo slovenskega gledališča na Koroškem, obogatil in presegal z inovacijo na režijski, dramaturški, vzgojni in na vsesplošni gledališki ravni. Pot je odprl različnim gledališkim žanrom in okrepil prizadevanja za sodobno dramsko ustvarjanje in družbeno kritičnost gledališča koroških Slovencev s prepletanjem ljubiteljskega in profesionalnega gledališča. Kratka, bil je to en lep večer, poln emocij in stoječih ovacij, po katerem se lahko reče le: Ja, da sem srečen, enostavno in vesel in v bistvu, čist iskreno povem, ponosen
kar sem pravzaprav naredil na Koroškem. S svojim prepoznanim delom je sooblikoval in zaznamoval slovensko gledališče na Koroškem in obratno. Je pustila to za eno veliko željo, ki jo skozi gojimo, ne? Da bi Koroška ostala res primarna v svojem jeziku, da bi ostali Slovenci, da bi se posvetili kulturi v smeri, ki smo jo mi začeli razvijati. In ko smo prišli v tem vsem našim delom in naporom tako daleč, da v bistvu imajo danes lastno gledališko hišo, v kateri sedimo. Slovenska prosvetna zveza v Celovcu na avstrijskem Koroškem skrbi za strokovno izobraževanje kulturnih delavcev in za njihovo povezovanje s kulturnimi ustanovami v Sloveniji. Vanjo je vključeno 47 slovenskih krajevnih kulturnih in prosvetnih društev, ki jo strokovno, organizacijsko, finančno in drugače podpirajo. Drabosnjakovo priznanje Slovenska prosvetna zveza ne podeljuje redno, ampak le za res pomembne kulturne in druge dosežke. Kot rečeno, tokrat našemu občanu Petru Militarovu, ki je svoj pečat pustil prav po vsej avstrijski Koroški, od Primoža do Šentjanža, v Borovljah, Brnci, v Škocjanu, v Celovcu, Svatah. Prav predstavi na tem slednjem prizorišču, Miklovi Zali, v Mestner-Hartmanovi priredbi, je bila na tokratni prireditvi namenjena posebna pozornost. Glavno otroško vlogo je namreč takrat imel sedanji predsednik Prosvetne zveze Slovenije Mitja Rovšek, ki je Petru Militarovu poleg priznanja poklonil tudi simboličen megafon. Jaz sem ga vedno imel kot zelo odločnega režiserja in ostalo mi je v spominu tudi, da je vedno imel v rokah megafon. Je pa tudi on pri nas doma stanoval v tem času, tako da sem ga doživljal tudi privatno in jaz sem ga vedno imel rad. Bilo je zelo lepo takrat. Sem že nekaj dni se spominjala na te dni, ko smo takrat igrali leta 87 in 88 in je bilo zelo fajn. In zdaj Petra videti po tolikih letih je bilo res čudovito. Predstavitev dela in delovanja Petra Militarova je pripravil dr. Andrej Leben, ki je bil zaradi bolezni sicer odsoten. Video predstavitev, torej kolaž fotografij in video posnetkov, med drugim tudi iz pogovora, ki ga je leta 2009 pripravila naša televizija, pa je pripravil igralec in režiser, nekdanji predsednik Slovenske prosvetne zveze Hanzi Weiss, ki je tudi eden od predlagateljev Drabosnjakovega priznanja. Oba, tako Peter Militarov leta 2009 kot Hanzi Weiss leta 2011, sta za svoj doprinos k slovenskemu gledališču prejela tudi srebrno plaketo Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Petrom se je pred leti govorila o tem, kaj je on vse pri nas na Koroškem pred 40 leti že naredil, ne? In to je od tistega časa naprej pri nas naprej gre. In imamo svojo hišo pravzaprav, ne. V interkulturnem prireditvenem centru tudi po zaslugi Petra Militarova deluje prvo dvojezično poklicno gledališče Rampa, ki ga vodi njegov nekdanji igralec. Peter to začel pravzaprav, ker on je tisto lepo kombinacijo amaterji, profesionalci, vselej mešal, to so bile tele prireditve pod Juni, na prostem, to je bilo ja fantastično, 90. leta Požganica. To je nekaj lepega bilo. Ne? Da je ponosen na vse narejeno, predvsem pa, da se njegovo delo nadaljuje, pravi Militarov. Ostajajo in razvijajo se otroške delavnice, primerne času, repertoarju, ni več, bom rekel po domači, zahojenega, starega pripovedovanja. Skratka, pojem gledališča otrok za otroka in odraslega na Koroškem se razvija v smeri razvoja za človeka in od človeka. In to je zame res velika stvar,
ki ne priznava meje, pa ljubelja, pa ne vem kaj. Študenti AGRFT-ja so na oder tokrat postavili 2 prizora iz igre Florjana Lipuža Mrtvo oznanilo, s katerim so koroški gledaličniki pod vodstvom Petra Militarova v 90. letih jezili oblastnike in blesteli tudi v družbi profesionalnih gledališč, med drugim tudi na svetovnem festivalu gledališč manjšin. Na avstrijskem Koroškem se je Peter Militarov podpisal pod skoraj 30 predstav. In če izpostavi 3, težko, pa vendarle. Vsekakor moramo dati v spomin Janka Mesnerja in njegov obračun in moja režija v mestnem teatru v Celovcu. To se pravi, in to z glavno vlogo recimo Borisa Cavazze. Drugo, kar bi morali dati, so prizori z Prežihom, ker je pač pojem Prežihovega Voranca zasidran v tem koroškem delu. In ne navsezadnje od Mirka Mesnerja, ko smo šli v delovne hale, v tovarne, Bugem vas primi Gralva Venus, kot pojem, ali smo Slovenci razvili se kaj ali nič od Kamna pa do danes. To so ni taki prelomni elementi repertoarnega izbora in kako se lahko in igralec na koroški amater lahko razvijal in kako sem ga lahko uporabljal za določene stvari. Tako da sem zelo pazil pri teh repertoarnih izborih, da so imeli vsi neko svojo vsebino in pomen, zakaj ta čas. Kot je še zapisano v obrazložitvi priznanja, je Peter Militarov ljubiteljstvo, ki je oblikovalo podobo slovenskega gledališča na Koroškem, obogatil in presegel z inovacijo na režijski, dramaturški, vzgojni in na vsesplošni gledališki ravni. On točno ve, kaj hoče. In to tudi od svojih igralcev dobi. Dobi pa zato, ker je dobro najbrž. Jaz lahko rečem, da sem se veliko od njega naučil. Peter Militarov je pot odprl različnim gledališkim žanrom in ukrepil prizadevanja za sodobno dramsko ustvarjanje in družbeno kritičnost gledališča koroških Slovencev s prepletanjem ljubiteljskega in profesionalnega gledališča, so še zapisali v obrazložitvi. Znotraj društva sem jaz vedno gojil v bistvu projektne zadeve. Sem odpiral možnost zasedbe take, kdor želi biti zraven v tem, pa da bo kaj pridobil. Ravno tako tudi na Koroškem sem ta isti princip obdržal, bodi si koroške amaterje, bodi si naše slovenske profesionalce. Samo nisem pa profesionalcev zasedal, ki so bili tezgari, ampak profesionalci, ki so lahko nudili, so igralci tudi nek napredek ali pa znanje in vse skupaj. Recimo obračun Boris Cavazza je bil odličen mentor, profesor je bil na vajah. Kot podobno izkušnjo navaja tudi svoje sodelovanje s Pavlom Ravnohribom in dodaja še, če bi delal film, bi z njim delal Prežihovega Voranca. Nekako ste rekli, če bi delal film, ste kdaj želeli delati film? Ja, sem želel in to po lastnem scenariju Lovrača v Sori, odnosno v Pohograjcih. In raziskati z Lovračem, raziskati življenje tistega obdobja, Lučnice kot take, krajev in bodo tudi etnološko podobo, bodi si svinca, pa ne samo človeških odnosov ali pa nečloveških odnosov. To me je pa zelo mikalo, ampak ni šlo. Zadnjo večjo režijo je pri Slovencih prek meje naredil leta 2005, potem pa je deloval predvsem kot dramaturg. Še lansko leto je za Društvo upokojencev Podjuna priredil Partljičevo Čaj za dve. Sem se malo bal, kako tam, ker grejo seksati in vse skupaj. Ampak ta prvek so mi pa to naročili, pa mi je rekla ona gospa, ki je tam bila šefica,
Ampak Peter, glej, sam da tistega prizora naruš črto, ki seksajo. Na domačem pirniškem odru pa se pripravljajo na 2 premieri. Lahko noč mama, zelo težka drama, psihološka, me zelo vznemirja, ker take tekste imam rad. Upam, da jo bomo dobro naredili in otroško pa pomagam lutkarjem novo prizoritev in sem tudi naredil adaptacijo, pa napisal v bistvu nov model predstave z drugačnimi lutkami, da bo malo te naše punce zdrmal, da ne bojo samo šli na roko, pa malo drugače, princeso na zrnu graha. Gledališka predstava za 2 igralki v vlogi matere in hčere, tokrat za Nadjo Strajnar Zadnik in Lucijo Grm. Z obema je Peter Militarov večkrat sodeloval, nikoli pa doslej še nista bili na odru obeh hkrati. Te 2 sta pa prvič spali skupaj na odru, to je pa res. No, pa tudi to je nekaj novega pol, da smo še te 2 združili, ker sta pa tako različne po karakterjih in tudi po značajih razmišljanja o teatru, če grem malo globlje v analizo vsega. Jaz sem precej z njimi igrala, ja, lahko povem. Predvsem tukaj, pa še na Koroškem v glavnem, no, tudi tam, ja. Z Lucijo, na mesto Lucije sem pa že vskočila, ja, ampak z njo pa še nisem igrala v isti predstavi, tako da zdaj sva res prvič tukaj, ja. Z Lucijo igrati na istem odru biti je fantastično. To je pa res, mislim, tako dobro sva se ujeli, tako mi je bila v pomoč, da je to nekaj neverjetnega, ja, res. Ko sem bila stara 5 let, zanimivo, da je 5 let omenjenih tudi v predstavi, sem rekla, ko bom velika, bom igralka. Nekako mi z šolo ni šlo najbolje, sem pa poleg ves čas na nek način igrala, največkrat pa s Petrom. In jaz sem mu izjemno hvaležna, da mi je dal vloge v toliko predstav, da me je naučil obrti, da me je pustil živeti na odru. Tako da je res pravzaprav Peter zaslužen, da sem postala članica Združenja dramskih umetnikov. V drami Lahko noč mama spremljamo skupno življenje matere, vdove, upodobila jo je Nadja Strajnar Zadnik in njene hčere, ki jo je mož zapustil, sin pa se je odtujil in stopil v svet prestopništva, upodobila jo je Lucija Grm. Odnos med mamo in hčero je sicer v krizi in izpraznjen, vendar nabit z argumentiranimi dialogi in situacijami, ki vendarle govore o odgovornosti, pogumu, ljubezni, skratka fizično in psihično naporno gledališko delo. Psihofizično zelo zahtevno, tako bova kar tako rekli, a ne? Mislim, kar je res, tukaj daš pa kar veliko zahteva od tebe in še tako je, mislim, jaz sem že skoraj mislila končati, ne, mislim, ker jaz sem že v penziji, pa tako, pa sem rekla, no, pri mojih letih je pa tole, tak zalogaj, da ne vem, to recimo zahteva eno igralko, ki je v najboljši kondiciji še, ne, tako da sem se kar precej namatrala, no. Gledala sem ameriško verzijo, ki je seveda precej različna od postavitve tukaj in tudi mnogo manj sinusna. Je bolj nekako umirjena, tako da Petrova naju je z Nadjo zelo prepričala. Je pa naporno. Ameriška pisateljica Marsha Norman je z igro Lahko noč mama zaslovela po vsem svetu in zanjo leta 1983 dobila tudi Pulitzerjevo nagrado, najvišje priznanje za dramatiko. V njej se ukvarja s temeljnim filozofskim vprašanjem o smislu življenja. Jaz osebno imam zdaj, bom rekel po domači, poln kufer, povsod sama komedija, ne. To je splošen trend amaterizma ali pa tudi profesionalizma, komedija, burka na burko, stand-up, ne stand-up. Kako blizu vam je bila mogoče tale vloga, je precej težka, teksta je ogromno.
Ja, mislim, noro, jaz nisem vedela, če bom speljala to ali ne. Mislim, tako vam povem, da to je, saj sem rekla, no, pri mojih letih je to, no, zdaj pa če še izdam leta 77, to je pa kar zalogaj. Kako vam je bila ta vloga pisana na kožo? Je videl vas v tej vlogi, najbrž zato vam je rekel? Verjetno mi je zato rekel. Verjetno, da mi je zato rekel. Je pa to zelo težka vloga, ker ko padeš noter, padeš noter. In je včasih zelo psihično izčrpljujoče, da ne rečem fizično. A ne? Je pa tako, jaz ko sem imela 50 let, sem si zaželela, da bi imela neko večjo vlogo. In takrat sem delala ene monologe Trezne igralke Toneta Partljiča. No, 10 let kasneje sem si tudi zaželela kakšne take bolj resne vloge in na kar je prišel klic Petra Militarjeva, ali bi ti igrala v predstavi Lahko noč mama. Jaz tekst poznam in vem, da je presenetljivo težek in seveda sem rekla ja. Dala sem si darilo za rojstni dan. Da je to eden izmed tekstov, ki so ga celo življenje spremljali, veliko takih je postavil na oder, s to dramo pa je čakal na pravi trenutek, pravi Militarov. In zdaj v tej starosti, zdaj sem pa rekel, zdaj pa najbrž čas, da se še tega lotim, ker zares tekst je zelo, ne samo da je zanimiv, je tudi gledališko dober, dramaturško dober in predvsem pa ponuja in režiserju in igralkam veliko možnost, ali da zaplavajo ali pa da naredijo dobro. In veliko truda smo zares vložili v to, predvsem da ne bi postala to neka, bom rekel, neka limonada, jokajoča predstava, ki ima pravzaprav v sebi čisto nekaj drugega, kakor bi to lahko bilo. To so teksti, ki imajo zelo dolgo ekspozicijo, pravzaprav do konca. Ni klasičnih trikotnikov in kaj hitro lahko postane dolgočasna predstava. Če ne vidiš noter teh elementov, ki pa jih tak, pa ta tekst je tak, dobro dramaturško pelje v različne karakterje, predvsem mame. Ta slovo, da prideš pospraviti tam, kjer stanuješ, pa je res hud. Tako da konec je malo presenetljiv, vendar moram reči, na splošno sem zadovoljen s predstavo. Peter kot režiser, kar vprašate. Ja, je. Seveda je. Je pa precej strog režiser. Kaj to pomeni strog? Da smernice, po katerih morate hoditi, ali upošteva vaš smerokaze? To je tako, zelo različno, odvisno, kako mu paše. Gre za prikaz dogajanja v stanovanju dobro uro potem, ko hči svoji materi sporoči, da si bo vzela življenje, ker ima vsega dovolj in ker je čas. Nič tako zelo tragičnega, le zadnja navodila mora dati mami, da bo ta živela naprej kot doslej. V zidni omari v hodniku so v škatli rezervne žarnice. V drugi škatli je pa tudi nekaj varovalk. Sledi vrtiljak čustev, zatajenih spominov, neodgovorjenih vprašanj, samospraševanj, jeze in pomiritve, dvomov, obupa in upa. In ja, tudi gledalce postavi na ta isti vrtiljak. Ura na odru kaže isti čas kot ura gledalcem v dvorani. Več kot uro se torej tudi gledalci soočamo z dvema možnostima. Bo ali ne bo zadonel usodni ali odrešujoči strel. Ura na odru kaže čas, ki ga so imeli gledalci v dvorani. Ista minuta, ista. To se pravi, dogodek na odru se dogaja tudi v njih v dvorani, istočasno. Ja, sem občutila. Da, hvala.
Da bi ponovno obudili spomin na ta izjemen projekt, smo iz našega televizijskega arhiva zdigitalizirali posneto predstavo ter si tudi v želji po snidanju s takratnimi ustvarjalci želeli na filmskem platnu na izvorni lokaciji pod Šmarno goro pripraviti filmski večer. Nažalost je slabo jesensko vreme predstavo prestavilo v Kulturni dom Pirniče. Precej podobno je bilo tudi z izvorno predvideno premiero Divjega lovca, ki jo je pred 30 leti prestavilo Neurje. Tako je slabo vreme najbrž pomenilo tudi kakšnega obiskovalca manj, je pa projekcija obudila številne spomine. Zdaj sem jo prvič videl in to je, za mene je bilo fantastično, ne. Tudi zdaj smo se pogovarjali o tonu, ne. Sploh nisem vedel, da se snema, da je ton, in ton je izvrsten bil tlele, več ali manj, no, ampak je bil, ne. Tako da, in tudi neke vrste epopeja, ne, je bila res fajn, super. Predstavo se najbolj spominjam samo po tem, da sem mogel popiti 1 liter soka rdeče pese, 1 liter kamilčnega čaja, pa pojesti 1 kilo jabolk. Na koncu me še ustrelijo, da sem celo noč prav tiste kostume in ko sem to videl, zdaj pridejo pa urejajo vse tiste stvari na plan, ki so bile takrat z Binetom, z soigravci, z lovci, z puncami, kva smo ga vse krasili. Res nekaj, 30 let ne moreš verjeti, kva se dogaja, ampak projekt impozanten, še danes recimo, da bi lahko rekel, da to je bila predstava vseh predstav. En z drugim smo živeli od, lahko rečemo, od jutra do mraka, od teksta in uživali. In danes, ko tole gledam, res škoda, da to ni v Turencu, ampak tudi lele je prav krasen. Ja, res je, gledam ga prvič po 30 letih, odkar je ta igra nastala dejansko. Bil sem tako res izjemno presenečen, koliko je bilo ene energije vložene v to zgodbo. Res neverjetno. Divji lovec je takrat zažgal, če po domače povem, ne, danes ne. Danes pa ti, ki smo bili tukaj in smo si to ogledali, smo pa res, jaz verjamem, da res uživali in prišli teh 30 let kar naenkrat čez vsa ta čustva, čez to zgodbo. Vrhunsko, jaz sem bil navdušen. No. Jaz te predstave sploh še nisem nikoli gledala. In sva z Binetom gledala, a takole je bilo, a dejne, le kakšna scena, le koliko ljudi, le kaj je bilo. Mi, ko smo igrali, smo bili v zadnji skozi, ne? In nikoli nismo videli te celote, kakor smo jo danes pa res videli. Vmes mi je kar knedel šel, solzice sem spustila, navdušena sem, no. Kva smo mi naredili? Jaz mislim, da kar ene 3/4 nas jih že ni več, so že pokojni in me je res kar malo stisnil, ko jih tam vidiš, poseben Tonkota pa Vadjo smo rekli Zdravko tu in te, to je neverjeten, pa Oru recimo, Tone, cel kup, Lotrič, cel kup je takih. Je pa res, da ko sem zdaj gledal to predstavo, sem pravzaprav šele videl, zakaj sploh gre. Mi na predstavi smo se v glavnem skrivali in smo se gor po Gmajni podili in pa prepevali smo, ne, ampak drugače pa same predstave pa pravzaprav niti nisem videl. Sem med vajam pa med te stvari, ampak vmes med predstavo pa smo 8-krat jo ponovili, ne, ampak jo enostavno nisem videl. Šele danes sem pravzaprav videl vse tiste prizore pa tiste. In je res neverjetno, kako je to vse klapalo, kako je to vse, to je bila res taka disciplina. Gledati potem ne sam vaš posnetek, ampak potem te ljudi, ki so se zdaj gor gledali po 30 letih. Noben od teh ni videl predstave, ki so skozi igrali, ne? In so strašno presenečeni. In mislim, da je bila to zdaj res ne pika na i, ampak klicaj, ker se je naredil, čeprav škoda res, da nismo šli nazaj na isti prostor zaradi vremena, ampak dokument tak in se vidi, da bi ljudje še radi to gledali in bi imeli mi ljudi za sabo in mislim, da je prav, ker smo se zdaj pogovarjali, ker so vsi rekli, dajte napeti vse sile pa obnoviti prostor in mu dati eno dušo pa en program v smislu
tega, kar smo zdaj gledali. Pred 30 leti je režiserju Petru Militarevu uspelo ekipo sestaviti tako iz profesionalnih igralcev, kot tudi iz ljubiteljskih igralcev iz domačih medvoških odrov. To je že sicer Petrova velika vrlina, ki jo je znal izkoristiti pri številnih večjih projektih tako v Sloveniji kot v zamejstvu. To je bil pri meni tudi zmeraj pri teh projektih cilj. Imeti ene in druge, ampak tiste, ki imajo teater radi in človeka radi, ne, da se grejo neko tezgo brezvezno, kar je pa najslabše, kar se zna zgoditi, če pri amaterizmu polniš repertoar s kvazi profesionalci, zaslužkarji, ki pridejo neki reševati enega in drugega sebe zaradi financ in društvo pa zaradi repertoarja, pa zaradi tega, ne. Ja, lahko rečem tako, da v bistvu resnično, takrat nobeni ve, mislim, jaz sem mu malo respekta, ker sem hodil na akademijo, v bistvu kako je pa zdaj oni rekli, pa recimo Kurent, pa pa Zidar, a veš, in prav debel se zdi, ampak tako smo šli skrat, da je bilo za crkven. Ampak res smo postali eno, jaz ne znam, sploh ni bilo nobene meje med profesionalcem, med amaterjem, vsi smo bili res frendi, živeli za to predstavo in sledili Petru, no, ker Peter je bil tista gol. Jaz se spomnim, da sem takrat če nekaj govoril, potem zdaj, sem to noter obujal, da smo imeli potem tudi ten razgovor, sem samo hvalil tega Petra, ker je resnično takrat naredil, jaz sem delal z njemu še klaustrofobično komedijo, pa v Avstriji obračun, sem se tudi videl tistih slikce gor, nora zadevah smo gor igrali, ampak tole za mene je bila res v takem ambientu, sploh ne moram pozabiti tiste zadnje lutke, ki pade dol, ki so tisto težjo iskali, ki je robasto dol metal in tako naprej, za neko poglej, kaj se da v teatru vse narediti, da je predstava lahko avtentična. Pa jaz sem poznal jih nekaj, ne, tudi od prej Bukovca, recimo Francija pa tako. Ja, je bilo super delati tudi, ne. S Petrom sem sploh zmeraj rad delal, še v Šentjakobu, ker sem jaz še v Šentjakobu igral, je on takrat prišel in smo se družili, super je bilo, nepozabno, no. Pa moram reči, da takrat v tistem času sploh nismo o tem razmišljali. Za nas nekako smo bili vsi igralci. Zdaj, a je nekdo bil profesionalni igralec v drami ali kje druge, ne? Mi pa smo igrali v naših kulturnih društvih, v Svobodi recimo, ali pa tukaj v Perničah in tako naprej, ne? In je bila, pravzaprav smo si bili zelo enakovredni, jaz nisem čutil nobene kakšne strašne razlike, verjeli smo v to igro, verjeli smo tega divjega lovca in jaz verjamem, da smo na koncu res zmagali. Kle sploh ni bilo ne amaterjev, ne profesionalcev, kle smo bili ljudje in ljubitelji teatra in kle smo bili vsi glavni igralci, na koncu še Jezušček. Jezušček je v tem primeru njen 30-letni sin, saj je Urška takrat igrala noseča. Dva sva igrala, bil je fantak, ne, fantak je bil in ni divji lovc. Žemu je pa ime, kar je speljanka iz Janeza. Če imamo na eni strani rojstvo, je predstava obudila spomine tudi na številne, žal že pokojne igralce, brez katerih divjega lovca ne bi moglo biti. To ti pride, kar za teboj pride in ko vidiš vse tisto, kako recimo, kaj se vem, Tonko tako vidiš, ko veš, kakšen je bil, pa tisti njegov ropot, lovski ropot, ki ga je izvedel, to je bilo za njega duša pravzaprav. On je živ za to. In kolikrat smo pravzaprav ga mogli ponoviti tisti lovski ropot, dokler je še bil pri sebi, ne. Polk je pa, so ga pa drug začeli, pa daleč od tega, da bi tako zvenel, ne. Tonko je bil res tista duša tega in mi smo ga vsi tudi ubogali. Zato je tako dobro to izvenel, ne. Tudi samo petje, jaz mislim, da je bilo v celi predstavi kar, čeprav smo bili tako razkropeni pa to, ampak pa ni bilo nič playback ali kaj takega, ampak vse smo direkt peli, vse je bilo direkt posnet, ne. Vse to se čini in se mi zdi, da je bilo tudi to kar na nivoju, no. Predvsem je takrat šlo, kot pravi Peter Militarov, za zdravo povezovanje kulturnih ustvarjalcev in kar žalostjo gleda na sedanje stanje medvoške kulture. Društva so sama sebi, ne shajajo se, nimajo posvetov o repertoarju, ne gledajo drug drugega ali pa poslušajo na zborih drug drugega. Skratka, jaz temu rečem škoda, da je nastal
v Medvodah, kar se kulture društv tiče, fav element, to se pravi po brehtu, odtujevalni element in vsak za sebe poskuša. Med gledalci igre, predvsem med ustvarjalno ekipo, pa je po predstavitvi tudi ob kapljici domačega beseda tekla predvsem o tem, kako je potrebno oživljati take projekte. Rabiš neko gonilno silo, tukaj ni zgodba, zdaj mora pa se 100 ljudi zbrati. Eden mora biti ta prav, ki lahko, tako kot Peter, je rekel, prideš, smo rekli, pridemo, takrat naprej je bila zmaga. Zdaj danes, a bi se to dal, ker je vse, s kjergam okoli soigralcem govorim, amaterjem ali pa profesionalcem, vsak reče, pa da je to, on reče to, vsak pa nekaj svoje, individualno, ne, ni. Dramska igra, komplet, težko mora biti, da bi bilo. Jaz bi si še upal, če bi bil mlajši, pa vse skupaj bi upal s to estetiko in načinom dela z ljudmi pridobiti, ker sem zagovornik še vedno gledališča v naravi, združeni po projektu, vendar z določeno vsebino in z določenim namenom, ki ni samo zaradi tega, da je. Divji lovec kot dramski prvenec Frana Šaleškega Finžgarja je tipična ljudska igra. V njej je združeno vse, kar ima rado tudi današnje občinstvo. Jok in smeh, žalost in veselje, pesem in proza v polni meri. Zato je vredno obujati take projekte in razvijati tudi ljudsko kulturo. Da kultura na podeželju nikoli ne bo zamrla in vem, da ljudje to rabimo. Mi rabimo, da dajemo in da sprejemamo od ljudi in da vsi te, ki so danes nastopili, da se to res ponovi. Ni se naslednji let ponovili, naj se po 30 letih ponovi to, ker narod brez kulture ni narod. Naj se to ohrani tako, to si želim.